Danes smo se v osrednji temi oddaje dotaknili vzdrževanja avtomobila. No, v naslednjih nekaj minutah pa bova dala par nasvetov, kako z avtomobilom operirati, da pride do čim manj težav, kar se tiče pnevmatik. V avtomobilnosti smo trend hitre rasti športnih terencev osvetlili že iz vseh mogočih vidikov. In iz ekonomsko-potrošniškega vidika so se kratko malo morali zgoditi. Enak trend pa se seveda nadaljuje tudi pri športnih, elektrificiranih in popolnoma električnih avtomobilih. Mestni terenci, družinski križanci, SUV-ji, kakorkoli jih že radi poimenujete, so vroča roba in se zelo dobro prodajajo, so popularni. Ampak roko na srce, od terena jim je najbolj blizu mestna džungla. Višji odmik kotal, pnevmatike višjih dimenzij in predvsem zelo dober občutek višjega sedenja, da ne rečeva tudi višjega ali celo vzvišenega pogleda na svet, pa voznike spodbuja k temu, da terensko vozijo tudi v urbani džungli, kar predvsem pomeni, da radi plezajo na visoke robnike. To, namreč plezanje na visoke in ostre robnike, je sicer nekaj, kar je poznano vsem voznikom, a tisti, ki imajo malo dvignjeno podvozje, se tega še raje poslužujejo. In tukaj pride do, vsaj kar se pnevmatik tiče, lahko kar do resnih težav. Terenska vozila so težka. V sprednjem delu na pnevmatike pritiska tudi masa motorja. Pri električnih pa je masa tako in tako še višja. Ker so športni terenci, pa tudi klasični avtomobili postali tako udobni in strukturno močni, pnevmatike pa tako zelo zmogljive, smo postali v vožnji precej manj pozorni. Vožnji čez robnike se je treba kar se da izogibati. Če pa nanje že zapeljemo, potem pa ne smemo zapeljati hitro in pod kotom. Na robnik je treba zapeljati torej čim bolj direktno, pravokotno, zato da ne poškodujemo oziroma ne obremenimo preveč bočnic. Pri pnevmatikah praviloma govorimo o tekalni površini. Ta je seveda ključna za oprijem. Na bočnice pa pogosto pozabljamo. Bočni del pnevmatike je prepleten iz več plasti nitk in če na oster robnik zapeljemo prehitro ali pod kotom, se lahko katera pretrga. Vulkanizerji pravijo, da pride do kačjega ugriza. Najprej se poškodbe ne vidi, ko pa se pnevmatika med vožnjo razteza, pa se trga vse več nitk, dokler ne pride do izbokline in nenadnega izpusta. Ni nenavadno, da se to zgodi prav pri visoki obremenitvi, pri na primer visoki hitrosti na avtocesti. In seveda ni nenavadno, da do takih nenadnih izpustov pride pri največjih obremenitvah pnevmatike, recimo pri visokih hitrostih na avtocestah, kjer se dviguje temperatura in povečuje obremenitev pnevmatike.